Odprto. Pogovori o prostoru, arhitekturi in oblikovanju. Pozdravljeni v podcastu Odprto. Z vami sem Lenka Kavčič. Tokrat gostim Aleša Žmavca, ki skupaj z Maticem Škarabotom predstavljata vodilno silo v biroju Od do arhitektura. Sodelovanje dveh mladih arhitektov se je začelo že na fakulteti. Uspešno snovanje študijskih projektov in natečajev se je po končanem študiju in delu v slovenskih birojih zgolj nadaljevalo in povezovalo pod skupnim imenom Od do arhitektura. Biro se v svojih dosedanjih projektih osredotoča predvsem na arhitekturno projektiranje stanovanjskih in večstanovanjskih stavb, prenov in oblikovanja notranje opreme. O svojem delu pravijo, da poteka po načelu dopolnjevanja naročnikovih izhodišč z njihovimi koncepti, kar se odraža v unikatnih in uporabniku prilagojenih rešitvah. Vsak projekt je plod ustvarjalnega premisleka, raziskovanja temeljnih arhitekturnih tem in prostorskega konteksta. Je rezultat sodelovanja ekipe arhitektov, oblikovalcev, inženirjev, obrtnikov in nenazadnje tudi naročnikov. Danes Od do arhitektura združuje rastoč kolektiv arhitektov. Na projektu za prenovo in razširitev vrtca 5x5 enota Učenjak, ki se nahaja v naselju Dobrunje v predmestju Ljubljane, so v ekipi sodelovali Denis Rovan, Lev Rahovski-Šiligoj, Vesna Draksler, Nina Vidič-Ivančič, Lara Gligič ter Aleš Žmavc in Matic Škarabot. Projekt je letos ob dnevu arhitektov prejel visoko priznanje. Zlati svinčnik za odlično izvedbo 2022, ki ga podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. Aleš, pozdravljen. Najprej iskrene čestitke za zlati svinčnik za vrtec 5x5. Hvala, pa tudi hvala za povabilo na vaš podcast. Upam, da bomo imeli en prijeten pogovor. Tudi jaz. Komisija je utemeljila nagrado Zlati svinčnik za naslednjo utemeljitvijo. Projekt jasno pokaže, da se s premišljenim nadgrajevanjem kakovostne arhitekture to kakovost ohrani in dopolni ter tako omogoči kasnejšim rodovom ekonomsko izvedljivo in trajnostno kontinuiteto, ki tako tvori skupne spomine in razvoj več generacij v kvalitetnih ambientih. Projekt je umirjen, razumen in lep. To je dobra arhitektura. Zdaj, mogoče z malo časovne distance, me zanima, kaj praviš o vrtcu ti. Je dobra arhitektura? Lepo je to slišati, no? Tako bom rekel. Kdaj nisem dober v opisovanju naših lastnih projektov, tako da vedno rad slišim, kaj imajo drugi o njih zapovedati, še posebej, če je kaj lepega. Ja, malo s časovno distanco. V bistvu me veseli to, da je iz projekta izpadlo to, kar smo na začetku si zastavili, da tista osnovna ideja, katero smo zasledovali, ni izpuhtela. In kljub temu, da smo šli čez dosti tehničnih ovir, detajlov in poglobitve, čez neke inženirske, in tudi prisotnosti na gradbiščih in prilagajanj, se mi zdi, da lahko rečem, da sem vesel za končnim rezultatom. Še več mi pa pomeni to, ko v bistvu je bila ena lepa izkušnja, ko smo prejeli uporabno dovoljenje, in v bistvu to se mi je prvič zgodilo, no? Ker to je bil prvi javni projekt, katerega smo mogoče v večjem merilu izvedli, da sem šel na obisk na vrtec, ker sem imel še mislim, da papirje za odnesti, in sem videl, da so se prostori, katere smo zasnovali, ko upaš, da se bojo uporabljali na tak način, ki si jih ti v glavi zamislil, potem tudi dejansko na tak način uporabljali. In je bila res lepa izkušnja se pogovarjati z vzgojiteljicami, vzgojitelji, in sem bil tako, se mi zdi kar tako malo firčen, sem rekel, a pa to je dober, a ste zadovoljni, a se ta mali družijo zdaj tle, a je ta skupen prostor zdaj namenjen temu. In pa tako, ja, super je, večino časa so tle, ne v igralencah. In neki te odzivi so se mi zdeli tako, ja, je vredno skozi x stvari iti, ko pol vidiš, da mogoče te stvari, za katere si se pri enem projektu in potem tudi pri vsakem naprej zavzemal, da pač funkcionirajo.
Že sama zasnova arhitekta Jožeta Dobrina je bila dobra. Verjetno ste imeli tudi kakšne dobre zglede, primere dobrih praks, ki ste jih upoštevali pri tem projektu. Ja, tako kot ste omenili, obstoječi objekt je imel kvalitete in je bil tudi prepoznan strani profesorja Koželja kot ena posebnost stavb izobraževalne arhitekture v Sloveniji. Mogoče bi ga lahko skoraj primerjali s kakimi altovskimi vzgledi, z gubanjem enokapnih streh, visokimi prostori v nadstropju, uporabo opečne fasade, že obstoječe stavbno pohištvo je bilo v zeleni barvi. Bil je skoraj tako kot en manjši paviljon v naravi, v bližini Ljubljane, in tudi njegova okolica je bila lepo urejena ravno z tega vidika, ker je bil res vrtec v zelenem okolju. Mi smo v bistvu vzeli zgor te izhodišča, katere so se nam zdela dobra in jih probali nadgraditi z potrebno razširitvijo, katera je zahtevala zaradi demografskih potreb okolja. Seveda smo pa v njej tudi videli neke stvari v stavbi, ki so bile potrebne spremembe in jo približati trenutnim standardom oziroma trenutni želji potem, v kakih stavbah želimo izobraževati najmlajše in kaj te stavbe predstavljajo. Osnovna ideja tega projekta je bila, oziroma manko, ki smo ga skupaj tudi z uporabnikom znova in znova razbrali, je bilo to, da vrtec ni imel skupnih površin za druženje otrok različnih starostnih skupin. Garderobe so bile v bistvu prostor, kjer so se lahko otroci skupaj povezovali pa družili, in osnovno izhodišče je bilo, da zagotovimo v tem vrtcu dva nova skupna prostora za smiselno reorganizacijo notranjo in da bo ta razširitev notranji prostor odprla na način, da bomo dobili tako športno igralnico za otroke višje starostne skupine in povezovalni skupni igralni prostor za otroke v pritličju, kateri so večinoma jaslični oddelki. Kot biro ste recimo razmeroma mladi. V arhitekturi so mladost pa starost opredeljeni zelo drugače kot v realnem življenju. In od leta 2018 delujete skupaj v tej ekipi v biroju Od do arhitektura. Zanima me, a ste se morda na začetku spopadali s predsodkom, da ste premladi, da ste premalo izkušeni, da bi prevzeli kar zelo velike odgovornosti za načrtovanjem zelo pomembnih prostorov? Mislim, začelo se je tako v bistvu direkt po zaključku študija, ko sva z Maticem tako naivno rekla, kaj če bi pa mi dva eno majhno pisarno si nekaj najela, pa to sodelovanje, ki sva ga imela prej na fakulteti, enostavno podaljšala. No, pa vidva, ne. Tako da v bistvu vsaka stvar se začne z majhno, pa počasi raste v majčkeno večjo. Jaz še vedno mislim, da imamo se ogromno za naučiti, sem bomo skozi učili, napake delali, napake rešvali. Tako da je bila to bolj neka radovednost in ta radovednost še, mislim, da nas žene naprej. Ja, zdaj ekipa raste, razvijamo se, upam, da v pravo smer, učimo se na malo tudi večjih napakah in mislim, da gremo skupaj k nekem dolgotrajnem napredku. Kar se pa tiče odgovornosti, pa v bistvu je vsak projekt je zase velika odgovornost. Zdaj, ali je to ena majčkena prenova stanovanja, zasnova mogoče bolj ambiciozne hiše, zasnova večstanovanjskega objekta, javno izobraževalnega objekta, imaš vedno odgovornost do tega človeka, ki pride nasproti tebe in ti zaupa se v pomoč na nek način. Tako smo na začetku tudi razmišljali, ker arhitektura je seveda povezana z gradbeniško stroko tesno, ker jo tudi tam materializira, in je povezana tudi z vložki. In če so te vložki za vsako osebo so različni in predstavljajo tudi neko breme, neko upanje, mogoče v boljši jutri, kaj bo ta angažma strani arhitekta in vpletenosti investitorja njim doprinesel. Tako da smo se vedno na tak način lotevali, da nobena stvar ni preenostavna, premajhna ali pa prevelika, da se ne bi zaslužila pozornosti.
Tako da je to, če mogoče rečem, da sva z Maticem svoje prakse nabirala tekom študija kontinuirano po slovenskih birojih, ampak potem, ko pa sva se odločila, da bova mogoče takoj po zaključku študija z ne ogromno količino prakse začela nekakšno samostojno sodelovanje, je pa v bistvu to ena taka dobra izkušnja, ker dokaj hiter moraš dati tudi svoj ego precej na stran. Tako se mi zdi, da na fakulteti katerikoli je tendenca ta, da delaš velike projekte, se primerjaš mogoče za študenti, želiš dobre ocene in tako naprej. Potem pa hitro ugotoviš, da je pa zelo pomembno, da začneš druge poslušati. Da tvoje znanje vedno rabi dopolnjevanje in sodelovanje. Mogoče tako se kdaj šalim, da priporočam vsakmu to, da tako mu pade kakšna opeka na glavo, metaforično gledano, in ugotovi, da verjamem, da si v bistvu ne samo v naši stroki, kjerkoli boš uspešen, če boš reševal problem nekoga drugega na način, da mu boš doprinesel dodano vrednost in da bo to sodelovanje rezultiralo v obojestranskem zadovoljstvu. Sodelovali ste tudi s knjižnico Otona Župančiča, kjer se je na videz manjši poseg in preprosta naloga izkazala za precejšnjo reorganizacijo sistema izposoje in vračila gradiva. Kakšni so bili tukaj odzivi uporabnikov? Kako se ta organizacija v resnici obnese? Prenova knjižnice Otona Župančiča je bil del dveh prenov, tudi prenove knjižnice Bežigrad v Ljubljani. Izhodišče je bilo to, da se sprememba delovanja knjižnice je narekovala tudi spremembo prostora, katera definira pot in interakcijo s prostorom, interakcijo uporabnika z prostorom. Tako da to je bilo izhodišče, kako to spremembo v načinu uporabe tudi reinterpretirati v sami prenovi. Naročnik je v bistvu zelo pomemben del vsakega projekta. Predvsem njegova želja, da se v prostoru nekaj zgodi, spremeni, obnovi. V vašem biroju postavljate odnos z naročnikom v ospredje. Poleg tega prisluhnete potrebam in željam, kaj si naročnik želi, morate pa ga tudi prepričati v neke premišljene, sodobne, avantgardne, še nevidene arhitekturne rešitve. Kako to poteka? Kakšen je v bistvu dober naročnik? V bistvu, tako ko se je naša pisarna začela, ko so začela z Maticem sodelovati, ko so zaključila fakulteto, je bilo tako, da tako kot je vsak projekt poseben, je tudi vsak naročnik poseben. Tako da v bistvu prvi sestanki malo temeljijo na tem, da se pogovorim in damo na nek način domačo nalogo, da se izbistrijo svoje misli. V bistvu najprej pridejo polni idej in želj, ali je to javni ali zasebni naročnik, in v bistvu želimo, da izčistijo svojo idejo, kaj želijo tudi oni do tega projekta doseči in na kak način bo ta projekt ali spremenil način, kako bojo živeli, ali pa na kak način bo to podjetje za svojimi poslovnimi prostori komuniciralo z zaposlenimi in strankami in kaj bo s tem prostorom sporočalo tudi navzven. Tako da vzamemo vsako stvar mogoče majčkeno tudi kot izziv in pa v bistvu v drugem koraku kot en izobraževalni proces, da v bistvu predstavimo možnosti, se pogovorimo in pokažemo stvari, ki so bile že narejene, kaj je bilo dobro in šele potem, ko imamo idejo skupno do neke mere izčiščeno, še potem se lotimo projektiranja. Nikoli mogoče ni ta pristop, da to je naša ideja, to mislimo, da je prav, in v to smer bi to zastavili, ker smo arhitekti in vemo, ampak mogoče smo malo mlajši, pa tudi velikokrat smo rekli, da ne vemo, pa se bomo skupno učili in probali skupaj nekaj ustvariti. Seveda se potem vse te ideje v prostoru izrišejo, narišejo na papir. Vemo, da je arhitekturni jezik dokaj omejen, se pravi, črta ima ogromno nekih dimenzij. Sodobna tehnologija prezentacije pri tem pomaga. 3D modeli, renderji. Kaj se vam je izkazalo, da je najboljši način, najbolj prepričljiv način in najbolj enostaven tudi za naročnika, da razume prostor, kljub temu, da ta prostor še ne obstaja?
tako kot ste omenili, predstavitvene tehnike so različne. Mogoče smo od tega stališča, da povzamemo vse, kar nam tehnologija ponuja, probamo biti oziroma smo, verjamem, da v koraku s časom, ampak te predstavitvene tehnike poskušamo čim bolj preplesti med sabo. V bistvu velikrat je tako, da je sestanek v sejni sobi na ekranu in skačemo od tega, da se na ekranu vrti detajlen 3D model, do tega, da po tablici začnemo skicirati. Do tega, da je na mizi ena zelo konceptualna volumetrična maketa. In v bistvu se te stvari, verjamem, da morajo dopolnjevati in prepletati. Ena stvar je, da si naročnik dobro predstavlja idejo, koncept, druga stvar pa je tudi, da kot arhitekt znotraj prostora, v katerem si, čim lažje, čim hitreje in čim bolj nazorno pokažeš, kaj so njegove kvalitete in te kvalitete poskušaš izpostaviti. Ker mogoče arhitekturna misel pri projektih mora biti preprosta, da najdeš, rečemo temu, atribut, kateri je najbolj pomemben, najkvalitetnejši in ti ga potencirati. Tako da ali pri prenovi ali pa pri prazni parceli objektov skušaš potencirati tiste atribute, ki so kvalitete in okoli teh atributov potem snovati tudi stavbo. Prostor kot tak, seveda se najprej zgradi volumetrično, kasneje ga določajo materiali. In zdi se mi, da je vaš izbor materialov prav rdeča nit, ki bi jo lahko potegnili čez vse vaše projekte. Les, kamen, včasih perforirana pločevina in opeka, vedno pa veliko belih, praznih površin. Vtis je, da želite narediti nevtralno ozadje za življenje in delo posameznikov. Zanimiva prispodoba. Zdaj glih o tem razmišljam, ampak mogoče tudi to res, ja. Se mogoče tudi tega, kdaj sam ne zavedaš. Se tako, kdaj mi je zanimivo, ko me kdo vpraša, tako je pa točno na kak način vi projektirate hiše, kako to izgleda, recimo, ne? Ko sam si v svojem načinu razmisleka in večina ljudi vedno vidi končni rezultat, kot je lahko ena podoba oziroma slike enega objekta. Potem pa, ko pa začneš razlagati, da v bistvu mogoče vsaj jaz, ali pa se mi zdi, da tudi na način, kako v pisarni delamo, ne vidimo teh objektov kot končne vizualne podobe, kot nekakšno vizualno podobo hiše, kakšna bo na koncu izgledala, ampak začnemo bolj z nekakšnimi diagrami, povezljivimi shemami, kako bomo dopolnjevali ene prostore, jih združevali in s tem ustvarjamo najprej organizacijo. Ko smo z njo zadovoljni, jo nadgrajujemo prostorsko in šele na koncu v bistvu je ta vizualna podoba tista, ki se poskuša skladati v njen kontekst. Tako da izhajamo mogoče bolj iz takega analitičnega pristopa. Kar se tiče pa ozadja, katerega kreiramo, je pa tako si jaz nekako predstavljam, da kot arhitekt omogočiš v nekem nedefiniranem prostoru možnost, da se v tem prostoru zgodijo nove stvari. Recimo, če zdaj gledamo ulico, če se te ulice zaključijo v enem trgu, potem ta trg omogoča prostor za dogajanje enim družbenim vsebinam. Tako kot to govoriva zdaj na merilu mesta, če govoriva pa na merilu, karikiram, vrtca, ko so prej govorila, probaš ustvariti nekatere prostore, ki so nedefinirani, kjer se lahko neke neformalne stvari zgodijo, ali se to družijo eni malčki, ali pa v zasnovi hiše, kjer so tisti prostori, kjer se bojo ljudje, kateri v njej živijo, lahko preživljajo svoj prosti čas kvalitetno. Pri zasnovi poslovnih prostorov pa iščemo prostore neformalnega druženja in srečanja, da uporabnik oziroma oseba, ki deluje ali živi v tem prostoru, ni omejena zgolj na specifično točko, kamor ne bi bila postavljena. Ja, prostori so multifunkcionalni, s tem postajajo, lahko v njih delaš razne stvari, kar ti je ljubo. Kako pa z materiali? Materializacija vsega objekta je seveda zelo pomembna. Material je stvar konteksta, v katerem se nahajaš. Definitivno je razlika med hišo, če jo gradimo na Gorenjskem ali pa v Primorju. Tako kot ste omenili, se te materiali dopolnjujejo
oziroma vse poskušamo, pa se trudimo, da ti objekti, katere delamo, da skladajo se z okoljem, v katerem so. Material nas zanima iz v bistvu vidika taktilnosti, tudi kot poudarek v prostoru, in v bistvu kako te materiale tudi med sabo vibrirajo v končni fazi. Vedno več, s čim se pa ukvarjamo, je pa tudi v bistvu to dejstvo, da ko prideš z fakultete in ti reče, no, da si pa arhitekt, in se lotaš stvari, ki se reče projektirati, in počasi grejo te stvari, ki si jih imel na fakulteti kot ideje, makete, koncepti, se začnejo dejansko pojavljati v okolju. In potem, ko se majčkeno zaveš, da v bistvu vsaka hiša oziroma vsak objekt, ki ga postavimo, dober, slab, kakorkoli, ga kdorkoli poimenuje, ima en vpliv na okolje. In že od začetka smo se trudili in se še trudimo, da vsi naši objekti v čim večji možni meri z zunanjimi sodelavci, katerimi sodelujemo, probajo izrabljati čim manj za svoje obratovanje, čim manj energije tekom procesa obratovanja, in seveda to energijo probamo čim večji meri črpati iz obnovljivih virov energije. Hitro smo se pa začeli tudi zavedati, da sam proces gradnje je zelo okoljsko potraten, in tudi vzpodbude in regulative, katere se gibljejo v to smer, da se bomo mogli zavedati, da je betonska stena znatno bolj škodljiva kot na primer lesena. In da so materiali, s katerimi zidamo, tudi pomembna odločitev strani arhitekta. Tako da mogoče smo začeli vedno več tudi v pisarni pogovarjati o tem, ne zgolj, da gradimo nekaj za voljo slike, ampak se malo ukvarjamo s tem, na kak način so te hiše sestavljene. Ker jaz se kdaj tako malo šalim, da so ti objekti v bistvu ene ogromne sestavljanke. Začnemo z temeljno ploščo, izoliramo, postavimo konstrukcijo, potem pripeljemo inštalacijo, izoliramo, zasteklimo, zatesnimo, in kako v bistvu te naše sestavljanke narediti dolgoročne oziroma dolgoročno tudi okoljsko odgovorne. Se mi zdi, da to je ena tema, ko je pomembna, vedno bolj bo pomembna, zato smo zdaj začeli tudi v bistvu v vseh projektih, tako javnih in zasebnih, uvajati v naše prezentacije, mi tako imenujemo zelene strani. To je, kakor bi rekel, en tak kratek opis trenutne situacije, kam gremo in čemu se mi zavzemamo. Tudi če stranko na začetku to ne zanima, jaz vztrajam, da to na predstavitvi povemo. Prav je, da o tem govorimo, in tudi povemo prednosti. Tudi povemo, da so spodbude finančne na tem področju, in da bomo veseli tudi v razmisleku, da se projekt, ki ga imamo skupaj, bi izpeljal v tej smeri. V bistvu je gradbeništvo odgovorno za dobro četrtino svetovnih izpustov CO2. Samo proizvodnja cementa predstavlja skoraj 10% emisij toplogrednih plinov na leto. Zato je treba temeljito omejiti uporabo primarnih surovin in porabo energije. Tako bi bilo treba na širši podlagi dati prednost preureditvi obstoječih stavb pred novogradnjo. Kje kot arhitekti vidite vi možnost za regeneracijo planeta, ta shift v dojemanju našega sedanjega delovanja in družbe, da bi bili sploh sposobni regenerirati planet in družbo do te mere, da lahko bomo živeli tudi v prihodnosti? Tukaj je vloga arhitekture kar ključna, zato ker vzpostavlja odnos celotne družbe do prostora. Ja, mislim, reuporaba je sigurno ena izmed tem, s katero se ukvarjamo in se vedno več ukvarjamo. Seveda mora biti pa tanka meja tudi med tem, ko ugotovimo, da je prenova smiselna, ali pa se tudi zavemo, da ta prenova mogoče ni smiselna, ker gradimo ne za 10-20 let, ampak upam, da tudi za več. Tu mi, kakor sem rekel, predvsem tudi vidimo priložnost v razmisleku o materialu, o kateri govorimo. Jaz sem mogoče iz te generacije, ko smo na fakulteti se navduševali nad vidnimi stenami, tada Anda. Zdaj vem, da me sploh ne pritegnejo več, da me mogoče to tudi ne zanima. Trudimo se v pisarni vzpostaviti to stališče,
da mogoče ni nujno, kako samo ta stavba zgleda in kako jo bomo prezentirali, ampak kako je od znotraj sestavljena in da smo kritični tudi do tega. No. To ni vedno lahko narediti, velikokrat si omejen z proračuni projekta. Banalen primer je bil tudi v bistvu podjetje, za katerega smo mogli oziroma smo delali proizvodno halo in upravni prostor, kjer je bila diferencirana uporaba skeletne betonske konstrukcije. Ampak je nekako potem šel projekt v smer, da vzamemo to za dejstvo in potem poskušamo čim manj materijala uporabiti pri samem projektu. Tako da smo se znebili vseh oblok, vseh spuščenih stropov, premislili način, kako bomo to hišo sestavili in rekli, če bomo pa že na ta način delali, bomo pa probali čim manj porabiti na nek način. Odziv naročnika je bil tudi dober, ker je bila potem hiša tudi na koncu cenejša, projektantski postopek je bil malo daljši, ampak rezultat je bil iz obeh smeri na koncu čisto zadovoljiv. Se mi zdaj pa tudi ključno pri projektu vrtca, ki ste ga omenili, da so javni objekti so tisti, ki bodo devali noto oziroma usmeritev, kam se bodo hiše in večstanovanjski in zasebni objekti razvijali. Tako da podpora tudi strani občine, da je ostala in zagovarjala z osnovo prenove in prizidave v leseni konstrukciji, se mi zdi ključna, ker če začnemo pri vrtcu, ne samo pri uporabniku, ker bo imel občutek, kako je bilo do neke mere tudi odraščati za takih hiš, mogoče bo tudi naprej razmišljal na ta način. Ta stavba je tudi stremela k temu, da ima čim več vidnih elementov lesene konstrukcije odprte, kjer smo le to lahko omogočili. Mogoče delamo malo oziroma začenjamo na tem področju, bomo pa seveda veseli, če bomo na tem področju s takim razmišljanjem lahko čim več ustvarili. Prostor vzgaja in to, kar kot mlad občutiš kot kakovosten prostor, ga znaš ceniti, prav tako vpliva na obnašanje. V prostorih, ki so slabi in degradirani, se obnašamo drugače kot v prostorih, ki so namenjeni tudi z nekim spoštovanjem. Za konec morda to, kar se mi zdi pomembno, kar si omenil, da je pač prostor in arhitektura in posegi v prostor, predvsem pri javnih zgradbah, pomenijo nek določen odnos in usmeritev družbe, ustvarjajo neke kriterije, kaj smo kot družba in kam si želimo priti. Morda je zdaj v fazi, v kateri se nahajamo, zelo pomembno oziroma mogoče tudi težje izvesti projekte, ki presegajo ustaljene smernice in dajo neke nove prostorske paradigme, vzpostavljajo neke nove odnose. Pa me zanima, lahko izpostaviš kakšen projekt, ki je še v fazi razvoja, takšnega s tem potencialom, zelenim potencialom, regenerativnim potencialom, ki bo lahko, če se bo realiziral, predstavljal neke nove pobude v prostoru. Ja, projektov je dosta v nastajanju, kako sem rekel, v različnih merilih. Mogoče en tak zanimiv za izpostaviti, sodelujemo s Holdingom slovenskih elektrarn na primeru termoelektrarne Trbovlje, ker smo v bistvu trenutno oddali idejno zasnovo. Taka zanimiva zgodba. Objekt, ki je zelo degradiral eno okolje, ko smo včasih na kak način smo pridobivali energijo in na kak način smo jo izrabljali, surovo surovino, da smo prišli do nje, je danes, kako bi rekel, neuporaben. Tam je en kup ene infrastrukture, ki je služila svojemu času, svojemu namenu. Del je tudi zavarovan, spomeniško. Ta izjemna inženirska vertikala, 360 metrov visok dimnik, kater ni za porušiti. En del se čisti, se odstranjuje, eni tehnični sklopi so pa precej zanimivi. Tako kot človek prideš tja prvič na obisk oziroma na ogled potencialne lokacije projekta, se ti kar malo zvrti v dimenziji. Vse je povečano krat 5, če ne krat 10.
In smo pa v bistvu začeli z idejo, tudi z gospodom Ervinom, direktorjem elektrarne, kaj lahko ponudimo oziroma kaj lahko oni iz tega prostora izkoristijo. To je prostor v dolini, kjer ni, kako bi rekel, nekakšnega okoliške infrastrukture, ki bi na njega privabljala. Z enim dialogom, sodelovanjem smo začeli razmišljati o tem, da se ustvari tukaj lahko tudi prostor izobraževanja, poteka, kako smo pridobivali energijo včasih in kam stremimo in na kak način bomo energijo pridobivali v prihodnje. Hkrati pa naredimo to prostor za obisk, izkustveno, doživljajsko izkušnjo z možnostjo vzpona, varnega vzpona na to vertikalo in mogoče spusta tudi na kakšen bolj adrenalinski način. In predvsem z čiščenjem, prezentacijo in novim ovojem te stavbe mogoče ponudimo način, ko bi lahko ta elektrarna na en drugačen način zaživela. Tako da to je en tak projekt, ko je, tako bom rekel, vsak je zabaven, ta je mogoče precej drugačen. Pa je bila ena taka smešna stvar, da smo se toliko pogovarjali o dimenziji te vertikale, pa si enostavno nismo znali predstavljati tam na načrtu. Narišeš karkoli, daš kotnico, pa kar nobena kotnica ne naredi pravice, kar si umestil. Tja, ker so eni velike dimenzije. Pa smo rekli, pa se da gor na ta dimnik zlesti. Pa najprej so nas malo čudom gledali, pa so rekli, enač, pa so pa tle plezalni pasovi, pa veselo, ne. Tako da to je bila ena bolj neumnih stvari, ki sem jih naredil, da vem, da nas na faksu učijo, da si moraš dobro ogledati lokacijo, ampak na vrh tega dimnika pa ni bilo čisto nič potrebno lesno. Tako da bom stremel k temu, sem rekel pa na začetku, da investicija v notranje dvigalo je seveda ključna pri uspešnosti tega projekta. Tako da to je ena taka zanimiva stvar, no. Mogoče. Aleš, hvala. Pri Odprtih hišah Slovenije se veselimo, da bomo kakšnega od teh projektov lahko odprli tudi v prihodnje. In upam, da bojo vaši projekti še naprej narejeni tako po meri človeka, uporabnika in zavestjo do tega, da prostor gradi družbo in da je odnos do grajenega prostora ključen za razvoj, tudi v zeleno in boljšo prihodnost. Hvala. Hvala za pogovor. Poslušali ste podcast Odprto. Prvi slovenski podcast o arhitekturi, ki ga je pripravila ekipa OHS. Za akustično ugodje je skrbel studio Sonolab. Odprte hiše Slovenije se zavzemajo za dobro arhitekturo, ki je namenjena vsem ljudem. Prisluhnite nam vsakič, ko boste o prostoru želeli izvedeti več. Da smo lahko odprto spregovorili o prostoru, nam je svojo podporo omogočilo Ministrstvo za okolje in prostor.